In prehajamo na tretjo točko, vprašanja in pobude. Na zastavljeno vprašanje oziroma pobude svetniške skupine SDS Matije Siter Močnika bo odgovorila Mihaela Bernot Vetrnik, na vprašanje svetniške skupine LSU Aleksandra Uršiča pa bo odgovoril Franci Kramer. Besedo ima Matija Siter Močnik, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo še enkrat. Pred nekaj meseci so se na nekaterih ekoloških otokih po naši občini pojavila nove zbirne posode za odpadno olje in so se ti otoki spremenili v tako imenovan super ekološki otok. Ideja je bila med občani po meni znanih informacijah dobro sprejeta, so se pa pojavila v zadnjem času nekatera vprašanja in sicer se je na mene obrnilo več občanov, ki jih zanima, zakaj so se na teh ekoloških otokih, ki so se spremenili v tako imenovan super ekološki otok, odstranili zabojniki za odpadno embalažo. Ali se bodo odbojniki za zbiranje odpadne embalaže vrnili na te otoke ali pa so bili le-ti dokončno odstranjeni? Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Mihaela Bernot Vetrnik. Izvolite, Mihaela. Hvala lepa. Osnovni namen postavljanja ekoloških otokov je občankam in občanom ponuditi možnost oddajanja tistih vrst odpadkov, za katere ni organiziran odvoz odpadkov po sistemu od vrat do vrat ali kakšen drug organiziran način oddaje. Pri tem je treba predvsem upoštevati količino nastajanja določene vrste odpadkov. Potrebno se je zavedati, da ekološki otoki ne smejo postati divja odlagališča oziroma zgolj dodaten prostor za nekontrolirano odlaganje odpadkov v smislu linije najmanjšega odpora. Na ta način se izgublja smisel ločenega zbiranja odpadkov, to je smotrno ravnanje z odpadnimi materiali in varovanje okolja v širšem pomenu. Strani občine Kamnik pooblaščeni koncesionar Publikus d.o.o. občanom nudi košarico storitev ravnanja z odpadki, ki omogoča smotrno in organizirano oddajo vseh vrst odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu. In sicer ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat, po istem sistemu tudi ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže, potem ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada po sistemu od vrat do vrat ali na način kompostiranja v lastnem vrtu, ločeno zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže, pa po sistemu od vrat do vrat koncesionar uvaja v letošnjem letu, pilotni projekt pa že poteka od meseca oktobra v naseljih Podgorje, Šmarca in Volčji Potok, potem ločeno zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij oziroma ekoloških otokih, ločeno zbiranje kosovnih odpadkov na poziv povzročiteljev s pomočjo, se pravi dvakrat letno na podlagi izpolnjenega kupona, ki ga dobi vsak uporabnik, ločeno zbiranje nevarnih odpadkov v zbiralnici nevarnih odpadkov v zbirnem centru in pa s premično zbiralnico nevarnih odpadkov dvakrat letno je izvedena posebna akcija, pa ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico se izvaja predvsem na območjih Tuhinjske doline in Kamniške Bistrice, ki so bolj oddaljeni od zbirnega centra, kjer je stalno možno oddajanje. Ločeno zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov v zbirnem centru Suhadole, pa sprejemanje odpadnih gum, gradbenih odpadkov, možna je oddaja oziroma brezplačna oddaja v pač manjši količini, neke prikolice osebnega avtomobila, to, kar je nekako značilno za gospodinjstvo, potem pa odpadkov iz azbesta, kar je treba plačati, ravno tako silažne folije, to je možno v zbirnem centru Suhadole oddajati. Bistvena sprememba, ki bo uvedena v letošnjem letu, kot sem že omenila, bo ločeno zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže po sistemu od vrat do vrat na območju celotne občine Kamnik. Ta storitev se kot pilotni projekt že nekaj mesecev izvaja na območju krajevnih skupnosti Podgorje, Šmarca in Volčji Potok, od 1. julija dalje pa se bo izvajala tudi na območju ostalih krajevnih skupnosti. Koncesionar bo v mesecu maju vsem uporabnikom razdelil tipske posode z modrim pokrovom, hkrati pa poskrbel tudi za dobro obveščanje uporabnikov glede spremenjenega načina zbiranja papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže.
V marcu, aprilu, maju in juniju bodo objavljeni članki v Kamničanki in na spletni strani občine Kamnik ter obvestila na hrbtni strani položnic z namenom podrobne obrazložitve spremenjenega načina zbiranja. V mesecu juliju pa bo koncesionar z ekoloških otokov odstranil posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže ter papirja in kartona. Že v lanskem letu smo skupaj s koncesionarjem izdali tudi zloženko, priročnik za odgovorno ravnanje z odpadki, v kateri je natančno prikazan sistem ločenega zbiranja in odvoza odpadkov v občini Kamnik ter obrazložene spremembe, ki jih je občina skupaj s koncesionarjem načrtovala do konca leta 2021 in v letošnjem letu. Ob tem smo posebej predstavili skupine odpadkov in novosti ter posebnosti sistema v občini Kamnik. Za vsako skupino odpadkov je bil podan namig za odgovorno ravnanje. Priročnik so dobila vsa gospodinjstva v občini Kamnik. Namen sprememb, ki jih je koncesionar Publikus d.o.o. začel uvajati v mesecu novembru 2021 je ta, da bodo na posameznih ekoloških otokih v bodoče nameščene posode za ločeno zbiranje tistih odpadkov, ki jih občani ne zbirajo po sistemu od vrat do vrat. Na ta način se bomo izognili podvajanju sistemov ločenega zbiranja, ki za občanke in občane pomenijo dodaten strošek. Tovrstne spremembe niso nekaj novega, ampak so jih v zadnjih letih že uvedli izvajalci zbiranja komunalnih odpadkov v nekaterih občinah, med drugim tudi javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., ki skrbi za ravnanje z odpadki na območju občine Domžale in njenih sosednjih občin. Tudi tam že nekaj let na ekoloških otokih nimajo nameščenih posod za zbiranje mešane odpadne embalaže, ker jo uporabniki zbirajo po sistemu od vrat do vrat. S temi spremembami oziroma ukrepi pa bo tudi možno zaznati tiste povzročitelje odpadkov, ki očitno izkoriščajo ekološke otoke za odlaganje viškov odpadkov, bodisi iz gospodinjstev, če imajo premalo prijavljenih oseb v gospodinjstvu in posledično nameščene posode premajhne prostornine, bodisi iz dejavnosti, kjer pa gre včasih za izogibanje vključitvi v sistem ravnanja z odpadki, delo na črno in podobno. Hvala. Matija, želite kaj dodatno vprašanje? Ne, hvala. Dobro, potem bo pa na vprašanje Aleksandra Uršiča iz liste Sandija Uršiča odgovoril Franci Kramer. Izvoli, Sandi. Ja, hvala za besedo. V proračunu občine Kamnik za leto 2022 je za proračunsko postavko 4755 Zavod za turizem in šport Kamnik prireditve namenjenih 250.000 evrov. Znesek, ki vrača sredstev za prireditve na raven pred korona obdobjem, ker je vsekakor dobrodošlo, če bodo razmere dopuščale. V decembru smo bili priča situaciji, ko so bile prireditve na prostem praktično po vsej državi odpovedane. V Kamniku se vse do tik pred zdajci ni vedelo, kaj bo, in na koncu so se nam zgodili dobrodelni koncerti v športni dvorani osnovne šole Frana Albrehta. Da je bilo vse skupaj prepozno, lahko sklepamo potem, da je organizator koncerte znanih slovenskih izvajalcev ob konkretni omejitvi udeležbe intenzivno oglaševal na družabnih omrežjih in na radiju. Seveda je takšen način sprožal vprašanja od tega, zakaj se vse tako pozno izve, do koliko nas je to stalo. Zato podajamo občini Kamnik in organizatorju prireditev Zavodu za turizem in šport Kamnik naslednja vprašanja. Ali je program decembrskih prireditev obravnaval svet zavoda in kakšno je bilo njihovo stališče? Ali je bil scenarij dobrodelnih koncertov predviden kot rezervni scenarij? Kakšni bi bili stroški, če koncertov ne bi organizirali? Kakšne so bile pogodbe z izvajalci? Kakšni so bili stroški organizacije koncertov, razdeljeno na stroške izvajalcev, stroški varovanja, stroški oglaševanja, ostali stroški? Ali je bilo za organizacijo potrebna tudi zunanja delovna moč? V decembru je na glavnem trgu potekal pravljični sejem, organizator je z razpisom k sodelovanju povabil razstavljavce in jim hiške ponudil v brezplačen najem, ob pogoju obvezne udeležbe. Koliko razstavljavcev se je prijavilo, ali so bili vsi stalno prisotni, ali je bilo komu potrebno zaračunati pogodbeno kazen 100 evrov na dan zaradi neupravičene odsotnosti, ali so bili razstavljavci zadovoljni z udeležbo in prodajo. Hvala.
Hvala. Besedo ima gospod Franci Kramer. Izvolite. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz se zdaj najprej moram opravičiti v imenu zavoda, ker vam bom jaz odgovarjal, ampak se stanje v zavodu vam je jasno, tako da upam, da ne bo s tem kaj narobe, pa upam, da sem čim bolj konkretno lahko odgovoril na vaše vprašanje. In sicer Zavod za turizem in šport Kamnik je za lanskoletni december pripravil pester program, ki je potrebno zaradi sprejetih varnostnih ukrepov za zaščito zdravja sproti prilagajati. O samem programu decembrskih prireditev je bil na svoji 10. seji seznanjen tudi svet zavoda. Program je v veliki meri temelji na postavitvi drsališča in sejemske ponudbe v centru Kamnika ter večjih odmernejših koncertih ob koncu leta. Svet zavoda je direktorja opozoril, da mora striktno spoštovati takrat veljavni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covida in odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom. Zaradi spreminjajočih se pogojev organizacije prireditev se vse do drugega dela meseca decembra ni vedelo, kako se bodo lahko organizirali koncerti ob koncu leta. Ker je vlada omejila zbiranje ljudi na prireditvah na 750 udeležencev, smo se na zavodu skupaj z županom občine Kamnik Matejem Slaparjem odločili, da koncerte prestavimo v dvorano, saj bomo le tako lahko zagotovili vse pogoje določene v odlokih, število obiskovalcev, preverjanje PCT, sedeče občinstvo in podobno dalje. Stroški prireditev ob odpovedi bi bili nižji za najem dvorane, odra in ozvočenja, varnostno službo in nekaj dodatnih materialnih stroškov, medtem ko bi stroški izvajalcev ostali nespremenjeni, saj vladni ukrepi niso prepovedovali izvedbe koncertov, kot je bilo navedeno v pogodbi med zavodom in izvajalci. Sami stroški koncertov so predvidoma, nekaj računov na žalost še ni prišlo, ampak to so manjši del, 51.930 evrov, od tega so sami stroški izvajalcev 26.804 evre, stroški priprave dvorane 12.886 evrov, stroški varovanja 5.414 evrov, stroški oglaševanja 1.609 evrov in ostali stroški 5.217 evrov. Za pomoč pri organizaciji smo poiskali tudi zunanje izvajalce, saj je ekipa zavoda premajhna, da bi lahko sama izvedla takšno prireditev. Na prireditvi so v velikem delu pomagali sodelavci športnega dela zavoda, študentje, varnostniki in reditelji, stage manager in pa končno čiščenje. Pri samem koncertu pa so nam pomagali tudi številni prostovoljci, ki se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujemo. Na koncu tega dela odgovora moram poudariti, da so bili v danih razmerah koncerti odlično organizirani, tudi obisk je bil pričakovan in pa, da se je nabralo tudi kar nekaj dobrodelnih sredstev, skoraj 10.000 evrov, za postavitev dvigala v pomoč družini nepokretne deklice, ki živi v 4. nadstropju bloka. In tudi na tem mestu bi se še enkrat zahvalil tudi vsem, ki so donirali svoje prispevke. Kot sem pa že omenil na začetku, je zavod z upoštevanjem vseh takratnih veljavnih odlokov pripravil tudi decembrsko sejemsko ponudbo, na katero se je odzvalo 8 ponudnikov. Sejem je potekal prve 3 vikende v decembru. Ponudnikom smo tudi za zadnji vikend ponudili možnost sodelovanja, ki pa je ni nihče izkoristil. Ponudniki so bili vse skozi prisotni, razen v opravičljivih primerih, obolenje s covidom oziroma nerazumljiv vladni odlok, zato nismo nikomur zaračunali predvidenega stroška za neopravičeno odsotnost. Ob koncu sejma so bili ponudniki različno zadovoljni s svojo prodajo, s samo udeležbo in pozitivnimi odzivi obiskovalci pa moramo biti glede na razmere zelo zadovoljni in podobno obliko sejma ponoviti tudi v naslednjih letih. Hvala. Ja, želite dodatno pojasnilo? V bistvu dodatnega pojasnila ne, imam pa samo en komentar. 51.930 in točne cifre še ni, ne, se pravi, tukaj ne vem, ali niso bile za vse stvari izdane naročilnice, da se še ne ve, kakšni računi morajo še priti, ampak pustimo ta detalj, ne. V bistvu ne morem mimo tega, ne, pa tudi tukaj Franci je pač tako kot ponavadi ne kriv, ne dolžen pol v taki vlogi, ampak vseeno bom rekel to, kar bi postavil gospodu direktorju vprašanje, kaj se je spremenilo v bistvu od septembra do decembra, da takrat ni upal kot odgovorna oseba tvegati pa imeti koncertov na prostem ob dnevih narodnih noš, potem se pa kot odgovorna oseba v bistvu odločil
za koncerte v dvorani. V konkretno drugačni situaciji, kar se tiče zdravja Kamničank in Kamničanov in širše. Ne pričakujem odgovora, imam še dodatna vprašanja iz tistega, kar do zdaj vem, mislim, da bo svet zavoda mogel konkretno se spustiti v tele finance, ker mislim, da so te številke nedopustne in da se podpisujejo take pogodbe, kljub izkušnji iz narodnih nož, da vseeno tudi, če poveš v teh časih, te nekaj stane, mislim, da je nedopustno. Hvala. Hvala.